kar moram najprej reči, je seveda neskončna hvala, da sem se rodil tam, v tistih Gričih, da sem prišel blizu Vinske trte, da mi je rodila mati, ki je bila strašno nemirna, radovedna, ki je hodila z velikim korakom, ne samo nad njo, ampak tudi v življenje, ki mi je dala vero v življenje in tudi zato, da so tisti botri, takrat, ko sem se rodil, rekli, morda je bil to kurent iz Trške gore, morda je bil tu luzer iz Šentjurja, morda so bili neki drugi botri, ampak so rekli, ne damo ga, vstal bo, živel bo. In je bila takrat najhujša zima tega stoletja, ampak dete, ni pomrznjeno, ni zmrzno, je ostalo in je rekla natura, naj živi in naj naturi kaj vrne. To je pesem o španski Jani, moje mami, o kmečki dekli z ljubeznijo, o njenem tavanju in želji po zemlji in o njenem odhodu v nebo. Rojenice dolenjskih Gričev so jo odmerile put za tla. Vanjo so položile glad, ki ji deluje in dušo bičev. Dlan so ji dale žulj, prsi nemirno ptico, da je šla po ljubezeni kruhsko življenja žalostno veselico, od dnine do dnine, od jutra pa do noči. Zdaj gasilec spomine sredi prednikov večnosti. Ko je prišel njen čas, je povezala culo in kakor slovo od nas se sprehodilo v minulo, da bi ostala med šmarnico, med polji, med kamni, med nami. Kot gospodarica z ljubeznijo, kot pesem o španškovi mami. Kaj sem, bil sem droban in šibek deček in nisem mogel uveljavljati s pesmi, pa sem se hotel s pesmimi. In ko sem začel grešiti, že tam malo v osnovni šoli in potem v gimnaziji, sem se grehom nadaljeval do danes. Ta greh je narastel na 120 knjig in oprostite, malo jih je preveč, ampak morda bo letos še katera. Pomembno je vse, kar človek dela. Pomembno je to, da dela srcem in delaš iz sebe. Otroške pesmi seveda ne moreš pisati ne iz pedagoškega nagiba, ne iz kakšne vzgoje, ne iz kakšnega kaži prsta, ampak jih lahko piše samo mulc, ki živi v tebi. Če je ta mulc igriv, nagajiv, če hoče razbiti čipo, če se hoče postaviti na glavo, če je fulast, ali zamišljen ali zaljubljen, potem poje take pesmi, kakršen pač je, in to so pravzaprav prave otroške pesmi. Spominjam se, ko sem bil v Marjanišču v Ljubljani, po prvem razredu našem so mi dali, ker to ni bilo z mano nič. Jaz se boste razumeli, vi, ki poznate ta polja, te griče, te trte, to pot recimo iz Šentjurja, zlasti od naših vinogradov, pa čez Travnik, pa čez Hosto, pa čez Štreko, pa tu spet v dolino, v to šolo, ne v to novo šolo, ampak v star gasilski dom, kakšna lepa pot in kakšni grozljivci. Tista šola, ki je bila smrdljiva, zoprna, dišala je po izolu, po apnu, po stranišču na Štrbonku zunaj. Tam not je bila ena učiteljica Pavla Remičeva, ki je bila stroga in sitna in je zapirala in je tepla. Kako bi prišel v šolo? A ni lepše, greš po teh božjih lepih poteh in uživaš in si kot čebela, ki se pase. No in oče je to videl, da z mano na volič in me je dal v Ljubljano, v internat, v Marjanišče, še s tim sestram, nunam. Učila so me ljubljanščino. In prvo leto, ko sem bil gor, mi je oče še pustil na Dolenjsko, na počitnice in pridem na Dolenjsko in se spominjam, kako mi je bilo sram, ko mi je od hiše poklicala sestra, to ni bele. Jaz nisem zastopil več, kaj je bele. In se mi je zdelo grozljivo, a zdaj bi pa ta dialekt to dolenjščino pozabil
in sem se v tistem mesecu naučil govoriti tako, da so bile rakije spet normalne rakije in krtice in podobno in sem govoril lepo in pridem v Ljubljano in me oče sliši in rekel, jaz sem si rekel, tako lepo je ljubljansko govoril, zdaj pa spet po dolenjsko zavija. In tega ne bom pozabil zaradi tega, ker je to napačno mnenje o jeziku, o dialektu, o lepoti jezika. Mislil je oče, če bom gosposki, bom nekaj vreden. Resnica je, jezikovna resnica, popolnoma drugačna. Človek, ki je rojen in je zasidren v svojem dialektu, bo vedno govoril pravi jezik in bo točno imel tudi posluh za vse slovnična pravila, za lepoto jezika in ne bo falil. Ker to je življenje blizu korenin in v koreninju se besede prepletajo, živijo, dihajo in skačejo. To je slovenščina gomazi od roke na roko skače. Vse neskočno, gibko, lepo, sočno, zvočno, vsega mogočno. To je ta jezik, ki ga čutiš nekako takrat, kadar si blizu ljudem in kadar poslušaš njihovo govorico. Če živiš na deželi, med temi ljudmi, ki govorijo svoj ta prav jezik, potem je seveda ta toplota iz zemlje, iz tega koreninja, ta pravilnost gre po tvojem interesu navzgor in pride tudi do srca, ne samo do glave in potem si doma v jeziku. In ta dom, ki ga nekako udomi z jezikom, z neko vrednostjo, z neko lepoto, je šele pravi dom. In mi Slovenci pravzaprav vso svojo zgodovino zidamo neki dom. Neki dom svojega bivanja, za neko širino, za razumevanje, za to, da bi obstali. Vedno smo bili, če gledam nazaj, vso našo zgodovino, je pravzaprav pravi čudež, da smo obstali. Čudež, ker nas je bilo tako malo in ker smo bili stisnjeni med germanski svet zgoraj in romanski na oni strani, noben nam ni bil prijazen, da nas niso prekazali na tem prostoru, da nas niso zbrisali 1400 let, je pravi čudež. Čudež je pa seveda tudi v tem, da smo bili tako odporni, živi in verjetno je to zaradi tega, ker smo bili nekje udomljeni. Smo bili udomljeni v svojem jeziku, v svoji govorici, v neki svoji trdnosti, trdoživosti, v upornosti in mislim tej notranji upornosti, manj verjetno v neki bojevitosti. Kajti, če bi se v neki zgodovini poprej opirali Frankom 74 ali potem germanizaciji in podobno, bi nas ti veliki pozobali. Tako smo pa obstali in moram reči, to, da smo obstali, je v veliki meri zaslužen za to prav meški živelj, ta, ki je doma v svojem jeziku. Ta, ki ima zemljo, ki ve, da je zemlja živi svoje življenje letnih časov, da je to naturno in da je neka zakonitost. V svetu se je mnogo menjalo. Pri nas so tudi dobili, potem smo dobili elektriko, traktorje. Konj je tako rekoč zginil z zemlje, traktor moči 20 konj, zemlji trebuh odpira in včasih, ko tako greš, vidiš 20 konj, kako galopira čez senožeti, čez njive in si misliš neki stari čas. Hkrati pa veš, da so to moderni časi, da so to novi časi, da so to pomembni časi in kako je ta civilizacija napredovala. Potem pa pride kar nekega lepega dne, neki starosvetski človek, recimo restaurater, zgodovinar umetnosti in gre v Šentjursko cerkev, pobrska po domet in se mu odkrijejo freske. Stare freske iz 1560 leta, recimo, iz druge polovice 16. iz obdobja našega protestantizma in vsi traktori in vsa civilizacija in vse zardi in ostane nemo pred tem, kaj je človek naredil pred tolikimi stoletji v eni zakotni, čudni vasi, ki se imenuje Šentjurje in je vendar tekmoval takrat z večnostjo in je bil preračunan na večnost. Ne na bližnico, ne na hitro pot iz danes v jutri z Peugeotom ali s kaprco ali s čimerkoli nekako na hitro, ampak relacije, ki so
v nekem ravnotežju z njim samim, svetom in z Bogom. Pride k nam mladoletje, Šentjurska cerkev leti v nebo in jo v zemlji vlečijo kmetje v novo zeleno grlo. Kdaj prijezdi na konju mimo sveti Jurij, naslavni patron, in prevode zmaja zimo za božji rok. Popotne je še cerkev pričvrsti, odjavlja v široki svet, a vsi Šentjurci lepo po vrsti jo mahnejo pinsko lepo. Prva vrednota, ki sem je v življenju začutil doma, je bil kruh. Kruh kot vrednota, kruh kot delo, kruh kot preživetje, da imaš svojo zemljo, svoj vinograd, svojo kravo, da ti ni treba gostačiti, sužniti okrog. To je bila vrednota in groza. V sedajnem času se spet kruh in delo pojavljata kot vrednota, kajti ni jih malo, ki so v skrbi za svoj vsakdanji kruh. Drugih vrednot je seveda še vse polno. Mislim pa, da je tisto, kar je vrednota, do katere sam prideš, ki je tvoja vrednota, ki je čista in ki ti je tvoja vest narekuje. Jutri bodo na tapeti spet nove vrednote, generacije se menjajo in prihajajo z novim časom nove vrednote, nova spoznanja, samo človek pa moram reči ostaja isti. Od prvega koraka od stole do mize, do prvih ošpic ljubezni, do zadnje bele žene, ki te odpelje. In ta svoj vek moraš preživeti tako, da si pokončen, da si samemu sebi zvest in da imaš v sebi tiste vrednote, ki so tvoje in ki so vredne, za nje živiš. Danes same težke besede ponavljam. Danes se v črno, zavijam se v pred. Moja prva učiteljica Pavla je končala svoj vek. Imela je oster, visok glas, rdeče ustnice in v rokah šipo in si je sklanjala žno nad nas, ko smo mi sklanjali raka in ribo. Pri njej smo držali roke na klop, če kdo le vašo zatufo. In meni pri petju je rekla, Bog ti pa molči, ko nimaš posluha. Sicer pa je znala izvaviti zvok v srcih kot naloženi zvereli, da žno smo odprtih oči in rok, ko imune skrivnosti strmeli. Znala je za pridnost in za klepet najti hval in bum pravolozo in bila super, ko smo šli na izlet s konji in lojtrnim vozom. Zdaj je v deželi duš in duhov na svojem končnem izletu in spet predava nepredelano snov vsem svetnikom in bogovčim. Okrog nje se zbirajo spet učenci krilaci za šolsko nalogo in kot nas je toliko let, jih gleda milo in strašno strogo. Mene so vzgajali v mirni peči učiteljica Pavla. Tepla me je, nič se ni zgodilo. Potem so me vzgajali nune in frančiškani in vse in lakota in delo. In vidite, križal si se sam in vical, da prideš do sebe in do svojega dela in do svojega obraza. Kaj ti? Na svetu ne prideš nikoli do svojega pravega obraza brez igr, brez igrarij in brez poraza. Treba je premagovati tudi poraz in iti dalje. Tudi takrat, ko je bilo najhujše, sem vedno mislil, da bo se to obrnilo in da je drug dan zopet drugačen.
Spominjam se matere, svoje Špančkove Ane, ko mi je v najhujšem času mojega življenja rekla: Ton, zdaj ne smeš sovražiti življenje, imej še naprej rad življenje. In to me je ponovno pognalo v delo, v radost. In zdaj, ko hodim vsak dan po tem svetu, po solinah, po poteh, ko sem bil danes v Šentjurju in gledal tisto zelenilo, se mi je zdelo, da je vsak trenutek svet neskončno lep in da ga je potrebno še dolgo gledati, občudovati in uživati. Jaz bi ga vsaj do 100. leta. Morda bo prišla ta milost, da boš še kaj napisal, morda ne. Morda bom pa obračal v zemljo, ali rezal trte, ali točil refoš in boste vi prihajali v sečo in bomo pili skupaj, se veselili in bodo to tudi lepi verzi, ki bodo tekli iz litra v glaže in iz glaže po grlu. Ko prideš 70. leta, si ti res ne obeta ne več kaj prida in ne veliko. Čas je postaviti piko. A meni se še zmeraj hoče piti pri mnogih studencih, točiti v vers nemogoče, sedeti med vami, učenec med učenci in potem enkrat čez dolgo reči: dragi moji, adijo, in se mirno izteči v večnost, v novo igrarijo.